hvala. Hvala tistemu, ki je sedel od meni v trenutku, ko me je klicala gospa Mateja in povedala za nominacijo. In sem jaz seveda spremenila total svoj izgled in zavila z očmi, kar pa je enkratno dobro delam in težko skrivam. Rekel, ko sem mu povedala, zakaj gre in ko sem prvi hip povedala, da je v Sloveniji tisoče žensk, ki si zaslužijo to nominacijo in da se zahvaljujem za njo, ampak da jaz mogoče res tokrat ne bi sodelovala. In je rekel, veš kaj, ne bi vsega, povem mi, kdo te klical, da pokličem nazaj in bom rekel, da sodeluješ. Se rekel, povem mi en dober razlog, zakaj bi sodelovala in je rekel, ker si zaslužiš. In ker je ta isti stavek izgovorila moja mama, ko se je veliko premlade poslavljala od življenja zaradi hude bolezni in je rekla, bodi pogumna in zgodilo se ti bo vse, kar se ti mora zgoditi, ker si zaslužiš. In ne glede na to, da je vmes minilo skoraj 10 let, medtem ko je to res izrekla moja mama in medtem ko je to izrekel en zelo mlad fant, za katerega sem prepričana, da se šele uči življenja, je bilo tako naključje, da enkrat nisem butala svojo glavo v steno in sem rekla, ok, pa naj bo. In potem sem videla še ostale nominiranke in nekako mi je postalo žal, da pač sem pristala sodelovati, ker se mi je zdelo, da ne pašem v to eminentno družbo vseh teh krasnih dam in res iskrene čestitke in hvala za vse, kar vsak dan znova počnete. Čeprav je moje življenje nekako zaznamovalo ogromno zlatih, iskrenih, poštenih, dobrosrčnih žensk, ampak na tem mestu bi rada izpostavila 5 zares izjemnih. Torej, moja zlata Oma, ki je v svojem življenju nudila varstvo in zavetje ogromnemu številu otrok in ki so vedno znova radi prihajali k njej in se bila včasih kar jezna na njih, zato ker ji rečejo Oma Čeh, čeprav sem si jo osvojila nekako zase, ampak zdaj, ko sem že odrasla, ugotavljam, da smo si to Omo Čeh in njeno ljubezen super razdelili in da smo zaradi Ome Čeh to, kar danes smo iskreni, srčni in srečni ljudje. Druga je seveda moja mama. Mama, glej, kje stojim, visim. Tudi ona je vsak dan znova odpirala vrata ogromnim otrokom, ki so prihajali k nam na sendvič, kosilo, po njen objem ali po toplo besedo, ki je mogoče doma niso bili deležni. Torej, tretja taka ženska, ki sem jo spoznala 23 let nazaj, je moja tašča Milica Lah, ki nekje sedi danes tu in hvala tudi njej. Četrta ženska, dekle, ki je kljubovala vsem zakonitostim narave in vsem slabim napovedim v času, ko rasla iz dneva v dan v mojem trebuhu in kljubovala vsej slabi statistiki. Neja, hvala. In peta moja zlata, peta beba, ki zdaj doma posluša in sigurno joče in z pljučnico in z robci, ne vem, kje vse zataknjenimi, žari od ponosa in evo, tudi ona je ena taka izjemna ženska. Ampak kot rečeno, ogromno jih je na moji poti, vsak dan nove prihajajo in izjemno počaščena sem, da lahko delam z njimi, da se lahko učim od njih, da lahko povem, kar pač mislim, da je prav, da povem in da lahko pomagam.